Dober dan. Odbor za okolje in prostor pri Slovenski demokratski stranki je ob drugi obletnici vlade Boruta Pahorja ocenil, kakšno je stanje na tem področju v Sloveniji. Ocenjujemo, da je po 20 letih samostojnosti naše države na tem področju še vedno dediščina socializma in da so ta vprašanja nezadostno razrešena oziroma zapostavljena. Področja, ki so najslabše urejena, so zagotovo odpadki in ravnanje z njimi, potem zrak, kjer so problem predvsem prašni delci, ozon in dušikov oksid. Nezadostno je tudi ukrepanje proti podnebnim spremembam in prilagajanje nanje. Slaba je tudi protipoplavna varnost. Na področju okolja in prostora je zakonodaja slaba. Marsikje je zelo kompleksna in zaradi tega slabo razumljiva, ponekod je zastarela, spet drugje je pogosto neusklajena. Predvsem na področju okolja tudi zelo slabo izvajamo evropsko zakonodajo, tako da je sproženo proti Sloveniji nekaj postopkov in grozijo nam tudi sankcije. Neuspešno izvajamo tudi Kjotski protokol, ki je mednarodni protokol. Na tem področju okolja in prostora so slabe tudi inšpekcijske službe, tako da država slabo izvaja neodvisno, učinkovito in pravočasno delo inšpekcijskih služb. Stanje okolja in prostora je slabše tudi zaradi slabega upravljanja države, zaradi neurejenega upravljanja pokrajin in lokalnih skupnosti, premalo učinkovite javne uprave in neusklajenega delovanja med ministrstvi. Neuspešni smo tudi pri decentralizaciji države in vzpostavljanju pokrajin. In v našem odboru menimo, da bi bile pokrajine zelo dobra podlaga za boljše in bolj usklajeno upravljanje, hkrati pa bi tudi zagotovile medobčinsko, regionalno, prostorsko načrtovanje, ki je osnova za hitrejše črpanje evropskih sredstev za velike projekte. Naša ocena je, da se Pahorjeva vlada tem vprašanjem ni posvečala, da ni posvečala dovolj pozornosti temu področju, da se tu ni skoraj nič naredilo. Tisto, kar pa se je zgodilo, pa je stanje še poslabšalo, tako kot recimo novosti na področju svetlobnega onesnaženja. Predvsem se izvajajo politike, ki jih od nas zahteva Evropska unija, kot je recimo priprava raznih operativnih programov. Rezultat vsega pa je, da se je stanje praktično na vseh področjih okolja, prostora in podnebnih sprememb poslabšalo. In takšen odnos vlade terja seveda v prihodnosti temeljito spremembo, tako da mora postati izvajanje okoljskih politik in prostorske politike prednostna naloga slovenske prihodnosti.